Udeleženci so med drugim razpravljali o trgu dela, brezposelnosti in razvojnih možnostih regije z dobrimi 70 tisoč prebivalci. Posavsko gospodarstvo je zdravo, je poudaril direktor tamkajšnje gospodarske zbornice. In sicer na osnovi podatka, da je strošek dela v dodani vrednosti na ravni 50%, kar je bistveno boljše od slovenskega povprečja. To posavskemu gospodarstvu zagotavlja nadaljnji razvoj, je prepričan Gorišek, ki hkrati izpostavlja pomen ustvarjanja novih delovnih mest. Mlade Posavce je namreč treba zadržati v regiji. Brežiški župan Ivan Molan je poudaril, da ima Posavje dobre prometne povezave in infrastrukturo, v bližini je tudi hrvaška prestolnica. Jaz mislim, da v zadnjem času preveč poudarjamo samo energetiko, mislim pa, da bo treba izkoristiti bistveno druge dane vrednosti tudi, kajti problem energetike je, da zaposluje relativno malo število ljudi, samo 4%. Mi imamo še izjemne neizkoriščene možnosti, kot so turizem, potem storitvene dejavnosti. Na srečanju so predstavili tudi primere dobrih praks. In jaz zelo apeliram, da je na vseh panogah, na vseh področjih in pa celotnim regijah Slovenije in kot sami Sloveniji potrebno čim več povezovanja in sodelovanja. Peter Frankl, direktor in odgovorni urednik časnika Finance, ki je pripravil forum, je poudaril, da lahko z dobrimi poslovnimi prijemi kljub krizi marsikaj naredimo. Po njegovem je v Posavju razmeroma dobro stanje, saj gre za domovino slovenske energetike.